V imenu, jaz sem si to predavanje zamislila tako, kako naštelati glavo po novem. Se pravi, zdaj sem navajena delati po starem in zdaj kako to spremeniti, kje bom imela največje težave in na kaj moram biti pozorna. Zdaj prva stvar, s katero še niste bili vsi seznanjeni, pa ste danes vedeli, je z 10.7. Geodetska uprava poslala novo navodilo poslovanje med geodetsko upravo in geodetskimi podjetji. S tem je v celoti razveljavila ta navodilo, ki je bilo iz leta 2015. Vendar vse spremembe, ki nastopajo, se vežejo zgolj in samo na kataster stavb. Se pravi, tisto, kar smo imeli pri zemljiškem katastru, ostaja v celoti nespremenjeno. Kje so spremembe? Spremembe so pri opisu, kaj mi oddajamo v datotekah digitalnih v zemljiški kataster. Se pravi, ni nam treba več oddajati TIF-ov in ni nam treba več oddajati indeksne datoteke, po novem pa moramo oddati izmenjevalne datoteke grafike etažnih načrtov plus spremljajočo dokumentacijo, to je fotografijo 1 do 4 fotografije stavbe. In seveda spremenijo se obrazci. Pri obrazcih za naročanje smo imeli v starem obrazcu, da smo naročali XML in smo še vedno lahko napisali, da rabimo imeti kopije ali pa TIF-e. Po novem mi naročamo XML, ta novi format GeoJSON in pa seveda nimamo več možnosti kopij pa TIF-ov, ampak dobimo samo še PDF elaborata. Kaj pa je novega pri rezervacijah, v bistvu pri minimalnem opisu? Zdaj, če smo mi naredili nov del stavbe, smo v tem novem delu stavbe povedali, kakšna je površina in kakšna je uporabna površina. Po novem bomo mogli napisati dejansko rabo in pa prostore, ki se tukaj notri nahajajo. Potem pa bo geodetska uprava sama generirala na podlagi tega površino dela stavbe in pa uporabno površino, ki se bo vpisala pri minimalnem opisu. Se pravi, za tiste, ki ste v teh 2 dneh poslali to navodilo, mislim, te obrazce že na geodetsko upravo za minimalne opise, vas bo geodetska uprava pozvala, da dopolnete te obrazce. To pomeni, da vam ni treba jutri še enkrat pošiljati, lahko tudi, ampak da vas bojo pozvali, ker ne bojo mogli iz tega rezervirati, boste mogli povedati prostore. To je zdaj ta prva novost, ker nas je doletela pred 2 dnevoma. Še nekaj, nov moj dopolnen PPT sem danes dopoldne dala tudi na Geoblog, tako da lahko ga, vse te slajde, ki se razlikujejo, ker nekaj sem dodala, ker sem zadnjič na predavanjih ugotovila, da je bilo dobro, da nekatere stvari še malo bolj plastično predstavim, ga imate že na Geoblogu in si ga lahko snamete. No, če začnemo pri elaboratu. Elaborat se deli elaborat na papirju in elaborat v digitalni obliki. Po novem imamo elaborat na papirju, ki je obrazec K0, ki je tudi ovitek elaborata in predpisan je samo ta plus zapisnik ali pa izjava, ki jo naredimo na obrazcu K0. Kot ste že videli, pa je geodetska uprava zaprosila, da poleg tega, to nimamo v pravilniku, ampak je, bom rekla, ustno navodilo, oddajamo v papirni obliki tudi obrazec K3. Pri elaboratu v digitalni obliki pa oddajamo skanograme obrazcev, zapisnika obravnave ali izjavo, se pravi v bistvu to, kar smo zdaj v PDF-ju že oddajali, oddajamo še vedno, in pa izmenjevalne datoteke, ki so pa XML, izmenjevalna datoteka katastra stavb, ki so jo tudi zdaj oddajali, novo je ta GeoJSON, to se pravi izmenjevalne datoteke etaž in pa delov stavb, potem je nova fotografija zunanjosti stavbe, XML izmenjevalnih datotek REN smo pa že zdaj oddajali samo v primeru, ko je šlo za spremembo delov stavb. Drugače pa to tudi zdaj ni bilo obvezno oddajati in še zdaj ostaja zadeva enaka. Če gremo zdaj naprej, odprem si obrazec K0 in po pravilniku, če ga beremo, ni sprememb. Ampak geodetska uprava naproša, ravno zaradi tega, ker je bilo danes v prvem delu največ debate, da se na obrazec K0 vpiše tudi številka gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bila narejena stavba, ampak samo v primeru, ko hočemo evidentirati 2 ali več stanovanjske stavbe. Se pravi, kdaj moramo mi to napisati? Poleg tega nas še naprošajo, da v začetni fazi, dokler PIS ne deluje,
takrat bodo tudi oni lahko hodili noter pa gledali te dokumente v prostorskem informacijskem sistemu, da naredimo tudi kopijo izvodilne mape ali pa gradbenega dovoljenja, kjer je razvidno, za kakšno stavbo gre. To ni, bom rekla spet, nobenem pravilniku, to je prošnja, bom rekla, ali pa ustno navodilo, kaj moramo narediti v takem primeru. Zdaj, kdaj moramo to narediti? Se pravi, pregled gradbenega dovoljenja in pa ta vpis in številka naredimo takrat, nam ni treba narediti, če imamo stavbo z enim delom, pa ni važno, kakšno rabo ima. Se pravi, ko bomo opisovali stavbo z enim delom, se z gradbenim dovoljenjem ne obremenjujemo. Če bomo opisovali stanovanjsko stavbo, ki ima več kot en stanovanjski del, takrat moramo pregledati gradbeno dovoljenje. Zakon sicer nalaga, da smo mi tisti, ki presodimo. Se pravi, zakon ne govori, da geodetska uprava odloča, ampak nalaga geodetskim izvajalcem, da presodijo, ali lahko nekaj evidentirajo ali ne. Se pravi, odgovornost je na nas. Če imamo mi, to je najbolj zanimiv, eno stavbo, kjer imamo noter en stanovanjski del, pa en kjerkoli drug del, recimo Micka ima stanovanje, pa še odspod frizerski salon, pa hoče to rešiti, pa če ima prav gradbeno dovoljenje samo za stanovanjsko bajto, mi to mirno opišemo, ni treba nič gledati in nič zraven dodajati. No, potem imamo nestanovanjsko stavbo, se pravi, Francelj ima odspod mehanično delavnico, odzgor ima Micka frizerski salon, hočeta imeti dva dela, ker to ni stanovanje, mi ne gledamo nobenih gradbenih dovoljenj, mirno opišemo noter. Potem imamo pa stavbo, kjer imamo 5 delov, in za tako stavbo, ki hoče imeti stranka 5 delov, ampak 5 stanovanjskih delov, da smo si najazni, če hoče imeti klet svoj del, pa garažo svoj del, pa se to mi mirno lahko naredimo, tudi v enostanovanjski stavbi, ampak da imamo več, v taki stavbi, če imamo več stanovanj, takrat moramo mi to pogledati in če lahko razberemo, da to lahko naredimo, pa to lahko naredimo. Vedno moramo gledati tako zadevo, kadar delimo stanovanjsko stavbo, ki ima noter, ki ima več kot 2 dela, ali pa tudi, če ima samo en del. Recimo, tle imamo stavbo, ki ima 2 stanovanjska dela, tako je prej kolega pravil, in hoče Janez na vsak način, da si v ta z Micko razdelila ta zgornje stanovanje, da v ta potem imela vsak svojo lastnino. Če ona dva nimata gradbenega dovoljenja za več stanovanjsko stavbo, tega ne morata narediti. Se pravi, v takem primeru tudi gledamo. Tako na hitro, samo da si naredite sliko, v bistvu jaz temu rečem, da smo zafrknili tiste familije, ki imajo enostanovanjske bajte, pa so jih naredili po 2, 3, pa so starši dali otrokom stanovanje, te ne morejo nič narediti. Investitorji pa večinoma, da dobijo gradbeno dovoljenje za dvojčke, in iz dvojčkov pa lahko naredijo še storčke, osmorčke in vse naprej in bojo to še vedno naprej delali. Ampak, dobro, rečemo, to je prva faza, to moramo narediti in zaenkrat bomo rekli, mogoče pa to pelje v pravo smer. Zdaj, tukaj imam vam točno še navedene rabe, pri katerih rabah moramo mi gledati gradbeno dovoljenje in kje nam ga ni treba. Se pravi, zato ker imamo tukaj stanovanjski in poslovni del, se pravi, če imamo eno stanovanje, pa 7 frizerskih salonov, nam ni treba gledati. Če bomo imeli pa 2 stanovanja, pa 5 frizerskih salonov, pa moramo pogledati gradbeno dovoljenje. No, pol pridemo naprej na obrazce. Kje so se obrazci spreminjali? K1, razen to, da imamo prošnjo, da damo gradbeno dovoljenje, pri določenih stavbah se ni nič, ostaja enak. K2 ostaja enak, K3 se je samo spremenil termin, ga ne nazivamo več bom rekla, načrt etaže, ampak ga imenujemo etažni načrt. Obrazec K4, podatki o delu stavbe se je spremenil, obrazec K5 se je spremenil, obrazec K6 se ni spremenil, razen v toliko, ker imamo nove rabe, ki jih bomo tudi kasneje pogledali, se pravi, v obliki pa ostaja enak in enako ostaja tudi obrazec K7. Zdaj, če se najprej pogledamo tale obrazec K3, ki je prvi, ki smo rekli, da se je spremenil, vidite samo ta terminološka sprememba in na njemu nič drugega. V začetku, če beremo, če bi samo brali navodila, pa ne dovolj obrazložitve strani geodetske uprave, tam piše, da mora biti razvidno iz poligonov, ki so narisani, številka dela stavbe in številka etaže. In smo zato najprej mislili, da bomo mogli zdaj označevati posamezne dele na skicah na ta način, ampak to ni potrebno, ker že v obrazcu, v zgornjem delu se vedno naredimo
etažo kot, stavbo kot celo narišemo, kje se to nahaja, napišemo, kjer je etaž je in se že z tega vidi, tako da lahko zadeva ostaja taka, kot je bila prej. No in zdaj pridemo do obrazca K4. Pri obrazcu K4 je razlika samo v tem, da ne vpisujemo več uporabne površine dela stavbe, imamo pa nekaj vsebinskih zadev, predvsem kar se tiče dejanskih rab. No, če pogledamo, kot je bilo prej rečeno, stara raba je bila stanovanje neprimerno za bivanje v stavbi z enim stanovanjem. In v to smo metali noter in ruševine in nove gradnje. Po novem, v tole stanovanje neprimerno za bivanje se preimenuje v nedokončano stanovanje v stavbi z enim ali dvema stanovanjema in šifra ostane enaka, zamenja se naziv in zamenja se vsebina. Medtem ko takele porušene zadeve na pol, ki smo jih prej tudi dajali v to rabo, dajemo zdaj v rabo ruševina. Naslednja zadeva, imamo tudi enak primer pri stanovanjih neprimernih za bivanje v stavbi za dvema ali več stanovanji, te rabe ni več, šifra ostane in se šifra uporablja za nedokončane stavbe v stavbi za več stanovanji, se pravi to nekaj, kar se še gradi, pa še ni dokončano, je pa novo, medtem ko za takele zadeve, ki jih imamo v Brnem okrajnu Stražiš, za take bomo pa zdaj dali, da je to ruševina, predhodno, če je bilo to upisano, ki je bilo v Renu, je imelo pa to isto rabo kot neka novogradnja. No, potem smo vrgli ven apartmaje, se pravi, apartmaji nimamo več, pri gostinski rabi imamo zdaj samo še hotel, motel, penzion, gostišče, bife, restauracija, gostilna, koča, dom. Kaj se dogaja z apartmaji po novem? Če ima nekdo apartma, ga bomo dali ali v stanovanjsko hišo, o tem malo kasneje, ali pa ga bomo dali v stanovanje, v večstanovanjski stavbi ali stanovanjsko-poslovni stavbi, ukolikor to funkcionira kot stanovanje, kot posamezni deli, ki jih imajo posamezni lastniki v neki zadevi. Če pa gre to za nek apart hotel, se pravi za neko tako zadevo, kjer imamo neko hotelsko dejavnost zraven, takrat ga bomo dali pa v hotel in motel. Se pravi, če gre pa za apartma, ki se je nahajal v stanovanjski hiši, se kuča za odmor, pravijo naši sosedje, potem ga bomo tega dali v stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem, potem so te krajne vrstne hiše in tako naprej, ali pa v stanovanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjima. Se pravi, apartma zdaj ne obstaja več, zdaj vemo, ali je to naša, bom rekla, neka individualna lastnina v neki stavbi, takrat bo to stanovanje, če gre pa za neko stavbo, ki jo upravlja nek upravljavec ali pa ki je na pol hotel, takrat bomo dali pa to v hotel ali pa v motel. No, potem imamo s telimi terminali, Do zdaj smo imeli letališča pa železniške postaje, po 3. četrtu te dve šifre ostaneta, ampak te dve šifre se uporabljata zgolj in samo za potniške terminale in postaje, medtem ko se tovorni terminali ali naj bojo železniški, ali naj bojo letališki, ali naj bojo ne vem kakšni še, se pa v bistvu prekvalificirajo v tole zadevo, se pravi v ta terminal. No in na koncu pridemo še do nestavb. Stare raube nestavba nismo imeli, tukaj so noter bojo šle tiste nadstrešnice, ki so bile po celi razmer noter dane. Tiste nestrešnice, ki so bile katastrsko upisane, ker smo stranki zmeraj rekli pri nadstrešnici, tako če hočete jo bomo opisali, če nočete jo namo, in tista, ki smo jo opisali, bo zaenkrat ostala noter, ampak po novem grejo v nestavbe takele zadeve. Se pravi, recimo, jaz sem videla tudi kar nekaj telih ležečih silosov nepokritih katastrsko upisanih. In te navajo šli na nestavbe. Ampak, zakaj to je? Mi smo imeli, zdaj smo delali projekt, ko smo v Kranju iskali te zadeve. Tole je pa nova stavba, prideš en kupenih nadstrešenc, ničesar in vsakič se isto zaletiš v isto stavbo. In geodetska uprava, ki smo se z njimi pogovarjali, so se že 10-krat zaleteli v isto stavbo in šli na teren pogledat in so ugotovili, da ne. In v bistvu se bo to vodil sam zato, da ne bojo šli še enkrat čez 10 let iste stavbe delati, gledati. To je zdaj, kar se tiče teh rab. Zdaj potem, kaj nas je še doletel? V bistvu je bil sprejet nov ISO standard 1.3.2018
Jaz ga nisem v slovenščini videla, nekaj angleške zadeve sem gledala, ampak potem sva z Matejem Kovačičem rekla, ga čemo naročiti pa preučiti, potem sva se pa spomnila bolj tako pocen varianto, gorensko, pa sva šla na geodetsko upravo, pa sva rekla, ali ta standard kaj vpliva na nas, pa so rekli, ne, smo rekli, pa ga pa nama kupili. No, v glavnem, v bistvu pravijo, da ta standard nič ne vpliva, da je tako kot prej. No, v redu, okej. Sam tako, da zagotovilo imamo in dokler imamo zagotovilo od Gursa, nas to tudi ne zanima, bomo merili tako, kot smo merili do zdaj, se pravi po ta staremu ISO standardu. Navajaš pa novega. Navajaš pa novega, ja. V bistvu to ni treba navajati, ker če navedeš tega brez letnice, seveda je tisti, ki velja, zdaj če posebej ne navedeš, da gre nazaj, se pravi tisti, ki je zadnji. Ne? Zdaj pa, kar se tiče obrazcev za K5, no, tukaj imamo pa največjo spremembo, ne? Prej smo mi mogli napisati vrsto prostora, pa površino prostora, pa površino tega prostora, ki se všteva uporabno površino. In pa so imeli zmeraj probleme, pa kjere zadeve, pa vse. Zdaj imamo čisto enostavno, mi samo določimo prostor, pa površino tega prostora. Potem bojo pa se naprej dogajale zadeve na geodetski upravi. Ampak zdaj pa nastop problem. Prej smo imeli mi 28 prostorov, v kar smo lahko rekli, prikazovali se jih je res samo 12, ampak 28 smo jih imeli, zdaj jih imamo pa 18. In ko začnemo te prostore gledati, nam tudi kaj preveč skupno grejo. In zdaj, da si glavo naštelamo, kaj bi tisto, kar smo včasih rekli, da je recimo, ne vem, shramba, danes tudi to shramba, sem vam jaz pripravila eno tako moje razmišljanje. Zdaj, pod prvo si bomo pogledali, kako sploh prostore določiti glede na vrsto rabe. Ker tista tabela, ki jo imate tam s temi UI, je, če imamo mi nek prostor, ki imamo noter sobo, garažo, kurilnico, WC pa shrambo. In če je to stanovanje, potem v tem primeru je soba bivalni prostor, WC je bivalni prostor, shramba je shramba, sušilnica, pralnica, zato ker mi to nimamo v kleti, ampak imamo to v prvem nadstropju tale stanovanje. In kurilnica je lahko tehnični prostor, garaža pa ostane garaža, se pravi, se nekaj v prvem nadstropju, se pravi, zraven pa gor papir, nič hudega, ampak v glavnem ni v kleti, tako da vemo. Se pravi, če bi določili temule tlorisu, da bomo rekli, da je to stanovanje, je zadeva s prostori takale. Če gremo mi v bife, imamo varianto 1. Se pravi, ta soba je lokal prodajalna. Garaža se tudi določi kot garaža, kurilnica se določi tudi kot tehnični prostor, sanitarije, WC lahko tudi pridejo v od zunaj, nimajo ključa za tem, bomo rekli, so to skupne sanitarije. In če je to priročno skladišče, moramo tole shrambo dati kot lokal prodajalna, se pravi, in bo šlo po tistem izračunu tudi v uporabno površino. To, kar imate v zelenem, sem vam napisala, to je tisto, kar ne bojo na geodetskem upravi izračunali v uporabno površino, to, kar je z rdečo, pa ne bo šlo v uporabno površino. Varianta 2 bifeja. V tem primeru mi nimamo tukaj shrambe, ampak imamo skladišče. In ker imamo skladišče, je to potem proizvodni prostor, ker vsa skladišča grejo v proizvodni prostor in ne gre v uporabno površino. Ker to ni priročno skladišče, se priročno skladišče da v proizvodni prostor, vse ostalo pa ostane enako, kot smo imeli pri bifeju varianta 1. No, to je recimo avtomehanična delavnica. Pri avtomehanični delavnici nimamo kaj razmišljati, je to proizvodni prostor. Tudi če bi imeli mi zdaj javne sanitarije, bi imamo pa zdaj celo prostor, javne sanitarije boste pol videli naprej, tako da nam ne bo treba biti več sram, ko bomo opisovali javne sanitarije, bomo not napisali prostor za upravljanje dejavnosti, kar je bila v mojem največja težava, ki smo jo imeli. No, to je zdaj ta čuvena tabela, ki jo imamo, se pravi ta matrika. In jaz sem vam vzela, ker vedno delamo to na stanovanju, sem se jaz odločila, da vam dam to za bife, pa za te, zapravo za lokale. Vidite, v lokalu ne moramo imeti bivalnega prostora. Noben ne more stanovati, čeprav mi vemo, da so že skoraj tam prijavljeni noter, ampak v bistvu ni. Lokal je lahko, bom rekla, ta lokal prodajalna, to gre tudi v uporabno površino. Poslovni prostor, se pravi, v primeru, ko imamo pisarno zraven lokala, se to napiše, da je to poslovni prostor in bo šlo v uporabno površino. Potem prostora za množično uporabo znotraj lokala ne moramo imeti. Prostor za množično uporabo so v bistvu štenkhausi v večstanovanjskih stavbah. Potem imamo proizvodni prostor,
To je v bistvu skladišča, ki pripadajo temu, to ne gre v uporabno površino. Garaže ne grejo v uporabno površino, parkirni prostori ne grejo v uporabno površino. Ne moramo več imeti shramb v bifejih. Shrambo moramo definirati ali kot skladišče, če bo kot skladišče, potem bo šlo to kot proizvodni prostor, če bo pa kot shramba, kot taka, bo pa to moglo biti priročno skladišče, v tem primeru bo šlo pa v lokal in prodajalno. Potem seveda imamo lahko odprto teraso, pa zaprto teraso, zdaj smo vse to združili. Ne moramo imeti znotraj bifeja kmetijski prostor. Lahko imamo, narobe sem, prostori za množično uporabo so narobe sem rekla, to je tam na avtobusni, pa tam to imamo, ali pa v nekih športnih objektih, skupni komunikacijski prostor so pa te štenge, te pa lahko imamo v lokalu. Lahko imamo tehnične prostore, to so kurilnice, tam, ko imamo dvigala in podobne zadeve. Lahko imamo skupne sanitarije, celo to, se pravi, bi lahko mi, če jih uporablja jih več, bomo to rekli, da so to skupne sanitarije in ne grejo v uporabno površino. Potem imamo pa prostor za omejeno uporabo. To je pa tisto, kar je pod 1,6 m, se pravi, bife ima lahko tudi take zadeve in tisto tudi ne gre v uporabno površino. Seveda imamo pa tudi lahko znotraj bifeja tudi nekaj nedokončanih poslovnih prostorov, teh lokalov in te tudi opišemo noter, ampak in te ne grejo v uporabno površino. Tako, tlele imate pač na nivoju bifeja to narejen. Zdaj, če si pogledamo tlele gor, se pravi, tisto, kar je zeleno, pri bifejih, to, kar smo gledali, se sploh ne more biti prostor. Tisto, kar je rdeče, pa modro, je obvezni prostor, eden od dveh mora biti dan. Tisto, kar je v rumenemu, mislim, ki je brez vsega, so dodatni prostori, ki jih lahko določimo bifejim. In tisti, ki imajo zraven, grejo pa v uporabno površino. Se pravi, v bistvu gre sta v uporabno površino samo lokal in pa če imaš pisarno tam zraven. Ker smo določili kot prostor lokal, pa kot prostor, da smo rekli, ta poslovni prostor zraven. No, zdaj pa tudi tisto, ki sem vam že prej obljubila, ker sem mislila, da imam slajde malo zamenjane, kako zdaj po novem grejo prostori. Ni se nam treba več obremenjevati, aj nekaj terasa, aj balkon, aj loža. In če je odprto, je to za nas samo odprta terasa, balkon in loža. Ena grupa. Edino pametno. In tukaj nimamo minimalnih površin. Enako velja z zaprtimi terasami, zaprtimi balkoni pa zaprtimi ložami. To je tukaj nimamo minimalne površine. Potem pridemo za garaža. To, kar je bila včasih garaža, je danes lahko garaža ali pa parkirni prostor. Se pravi, če je v bistvu imamo individualno hišo, ne moramo imeti parkirnega prostora, če hočeš ti pogledati, ali imamo lahko samo garažo. Če smo pa v neki večstanovanjski hiši, imamo pod skot lahko tudi parkirne prostore. Se pravi, takrat, ko imamo zarisane, ker nimamo sten, bomo govorili o parkirnih prostorih, kadar imamo stene, bomo govorili o garažah. In tukaj imamo minimalne površine. Drvarnice nimamo več. Zdaj to, če je to v kleti, se pravi v spodnji etaži, gre v klet. Če je v tam, kjer stanovanje, se pravi višje gor, potem gre v shrambo, sušilnico ali pralnico. Kurilnica gre v tehnični prostor. Potem sklet shramba je zadeva taka. Če je klet, res klet, se pravi, da imam to od spodaj za krompir, to bo šla v klet. Če je to shramba zraven kuhne in nimam kletnega stanovanja, potem bo to shramba, sušilnica, pralnica. Če imam sušilnico, pralnico, gre v shrambo, sušilnico, pralnico, tle nekaj teorije in se upošteva v uporabno površino. Garderoba, jo nimamo več, je to zdaj ali bivalni prostor, ali pa je to shramba, sušilnica, pralnica, ker je pa eno te isto, kamorkoli bomo dali, ne bo šla v uporabno površino. Potem imamo stopnišče. Zdaj tukaj je pa razlika. Če imamo mi, je to lahko skupni komunikacijski prostor, v primeru, če imamo neko večjo stavbo, pa če je to tudi samo en del noter v tej stavbi, ampak v tem primeru mi vemo, da to povezuje različne zadeve. Če bi v tej stavbi bili različni lastniki teh delov in bi vzpostavljali etažo, bi to opredelili to stopnišče kot splošni skupni del. Zato takrat grejo stopnišče v skupni komunikacijski prostor. V individualnih hišah gre to v bivalni prostor. V lokalih gre to v lokal ali prodajalna, razen če spet nismo v Mercatorju, tako kot je zdaj razlagala, ker ta stopnišče povezavo predstavlja in takrat ga izločimo ven. In pri stopniščih v poslovnih prostorih je spet ista filozofija. Nedokončani prostori pa ostajajo nedokončani prostori. Potem podstrešja nimamo več. Podstrešje je zdaj lahko prostor za omejeno uporabo, če je pod 1,60 m. Vkolikor
Ni, je višje, je pa to bivalni prostor ali pa shramba, sušilnica, pralnica. Seveda še vedno ne bomo določali podstrešja, če se res uporablja to podstrešje samo za vzdrževanje strešne konstrukcije. Ampak če bomo videli, da ima una rože gor, pa firanke, pa da ima vse že pobelen, pa vse te zadeve, pol bomo dali pa v bivalni prostor ali pa v shrambo, sušilnico, pralnico. V bivalne prostore zdaj upoštevamo to, kar smo prej rekli, soba, kuhinja, kabinet, kopalnica, stranišče, bomo zdaj rekli, da je to bivalni prostor. Lahko za ta podstrešje še malo vprašam? Ja. Zdaj, če imamo tukaj podstrešje, pa Ja. to je predvideno, to je nad garaža in ima predvideno, da bo čez 10 let otrok le živel kot stanovanje. Po kaj ga potem daš? Pravilno je mogel biti to nedokončan prostor med brati, če so čistko. Če pa to tako, da je res gor na vrh, da nima obdelanih sten, da je samo leseno, da tudi nima še nič gor potegnenega, pa bo pa rekla, da vzdržujeva strešno konstrukcijo. Ja. Pa se nikjer ne upošteva ta površina. Ne, tudi etaže ne smemo na pol. Tle so najbolj tako, bom rekla, tle geodetska uprava zdaj, ki išče, te najbolj pregleduje, ne, po tej višini jim ne gre. Ampak lahko imaš ti tudi ogromne zadeve gor, pa res nimaš nič zdelan, vidi se ti še zid gor, nimaš instalacij potegnenih do gor. V tem primeru je lahko tudi višina na 3 metre, pa je za to, da je. Če imaš pa ti že tlake narejene, konc koncev vse samo ben gor ne živi, pa moramo dati pa to v bivalne prostore ponovno. Vprašalnik, Ja. da vkljukamo, da obstaja podstrešje. Se nimamo več tega. Ne, tega nimamo več, boste videli. Ne, etaže, v bistvu se v takem primeru, ko bomo rekli, da je to za vzdrževanje strešne konstrukcije, takrat etaže ni. Če pa nedokončan prostor, pa etaža je. Ja. Nima tista kurilnica, tehnični prostor, pa nima 10 kvadratov. Je to pa bivalno? Ne bomo pogledali naprej, kako še bomo naredili. Ne, tako bomo naredili. Če kurilnica, mislim, da tehnični prostori nimajo omejitve. Imajo. Ima. Potem je pa zadeva tako. Pogledaš, kaj je najbolj pametno. Če je ta kurilnica v kleti, pa imaš zraven še zadeve, da imaš še shrambo, jo boš priključil kleti. Ne govorim primeru, da ni, ne? Da je to to. Da ima samo ta kurilnica. Kurilnico malo pritličil, to se zove zmerno. Ja, potem je to bivalni prostor, potem je bivalni. Ja. Če ga nimaš kamkoli priključiti, kjerikoli. Pa tisti pod 1,60 m, da pa tja priključil. V tej državi 60 jaz ne bi šla. Lahko jaz bi ga priključila v takem primeru, če imam kakšno klet, če imam nekaj taga, kar je to. Če imam pa samo kurilnico, ki je manjša kot to, samo... Pod 10 kvadratov. Ja, sam majhen. Ja, če jo lahko enemu drugemu, če ne gre pa v bivalen prostor, ker konec koncev, vi se morate nekaj zavedati. Mi na vsake 2 metra gledamo, ampak če mi pogledamo modele, ki so zdaj, bom rekla, za vrednotenje, če je razlika med uporabno površino danes pa med neto tlorisno manj kot 10%, je isto, kot da teh, ki bila enaka. Zato, ker če greste gledati lestvice, ki grejo, je zadeva tako, skačejo po razredih. In recimo, če imaš ti 200 metrov kvadratne veliko hišo, je, če imaš 19 metrov manjšo uporabno površino, je to tako, kot da jo ne bi imel. Potem gremo na naslednji razred. Se pravi, v bistvu pri vrednotenju je osnova bila, to, kar še zdaj velja, neto tlorisna površina, potem se je pa zračunal korekcijski faktor med uporabno in neto tlorisno in potem si šel v tabelo gledati, a ti je prišel 0,9, a ti je prišel 0,5, kam je šel in si s tistim korekcijskim faktorjem pomnožil. Tako da glih, če mu ti daš 2 metra kurilnice v bivalen prostor, nič mu nisi naredil. Ja. Bo lahko zgodili pri 2 stanovanjih, Ja. ki imate pač recimo za pol kvadratnega različno, da bo en šel to v uporabno površino, ta drugi Uporabno bo šlo obema. obema bo šlo. Obema bo šlo uporabno, samo pri izračunu bo njemu padel v korekcijski faktor enka. Ne bom se ti nič vrednost zmanjšala. Uporabna površina bo pa enaka pri obeh. Da podstrešjem še eno besedo. Ja. Se pravi, pri podstrešju imamo prostor za vzdrževanje, Ja. tistega, ki ga sploh Ja, ga ni. ga ni? Potem imamo lahko nedokončan prostor. Tako je? Tretji primer je pa, da imamo to del bivalen, del pa zamejeno površino. Ja, ja. Potem bomo naredili, ja, 2 prostora, ja, tako. Kaj se pa naredi s stopniščem, ki povezuje etažo, ki ne obstaja še?
Jaz bi tako zgor, tega ne vzamem, te površine zgornje ne vzamem, to ne vzamem. Te etaže ni, se pravi, je samo spodnja, do sem je prišel in če te etaže ni, jaz ta zgornje ne vzamem. To je z praktičnih. No, zdaj pa to čudo, ki sem ga jaz prvič videla, me je narod vrgala. No, tole je, kot se temu reče, bilo po ta starem moja hiša. Jaz sem imela površine 256 kvadratnih metrov, to je, cela bajta je podkletena, v klet se uporabljajo zadeve, bom rekla, za sušilnice, pralnice in podobno, in uporabne površine sem si naračunala 110,3 kvadratnega metra. Se pravi, v neuporabno površino se mi je všteval 146,5 kvadratnega metra in v to noter sem imela 12 kvadratnih metrov garaže, potem sem imela 22,4 kvadratne metre drvarnice, potem sem imela 24,5 kvadratnih metrov shrambe, pa sem imela 24,9 odprtega balkona, pa 23 kvadratnih metrov kurilnice, pa imeli smo še stopnišče pa garderobe, ker nismo vpisali površine in to je znašalo, če sem naredila razliko, 31,5 kvadratnega metra. Če zdaj probam jaz to pretvoriti po ta novem. Zadeva je taka, garaža ostane garaža, zdaj drvarnica je lahko klet ali pa shramba. Če jo imamo klet, praviloma potem mi ne bi smeli v uporabno površino in bi se mi definirala kot klet, če je pa to v prvem štuku, da je moja drvarnica, bi mogla iti pa v shrambo. Potem imam isto narejen za klet shrambo. Če je tak res v kleti, pol je to klet, če ne mi mora iti v shrambo, spet ne vem kako pa kaj. Kurilnica mi gre v tehnični prostor, to je v redu. Pri kurilnici, če je tehnični prostor, se ne všteva v uporabno površino, če ga bi dala pa kot bivalnega, pa zdaj ne vem, tlele sem bila v dvomih. In jaz sem si naračunala pri tem zadevah, da mi mora 101,5 kvadratnega metra, mi GURS ne bo znal dati kam. Uporabna površina bi bo uradno še vedno ostala 110 kvadratnih metrov, ampak ko prvič hotela kaj popraviti, me v reku poprašal po zdravju, pa v reku telih 101,5 kvadratnega metra mi razpored, tako da je prav. In sem počakala na veliki dan po prejšnji nedelji. Se pravi, so v ponedeljku sedem v službi za stroj in pogledam zadevo. Geodetska uprava je bila super. Vse razen garderob in unih, kar je bilo 31, mi je dala v klet. Se pravi, predvidevala je, da je drvarnica v kleti, predvidevala je, da je kurilnica v kleti, predvidevala je, da je vse in sem dobila tako zadevo in me ostane kot to nesklade, ki ga moram počistiti, samo teh 31,5 kvadratnih metrov, če pogledava nazaj. To je tisto, kar je bilo meni najbolj butasto na renskih obrazcih, da so pisali stopnišče da, podstrešje da, pa ko smo seštevali vne površine, se pravi, nekaj, kar pade noter. Se pravi, pri tej pretvorbi, ki so jo naredili, so v bistvu v 99 vrgli samo tisto, kar je spadalo tle noter. Tako da, bom rekla, tudi ni glih najbolj prav, ampak tako je. Zdaj, mi v Renu za izvajalce, če ga boste odprli, boste videli telih 31,5 kvadratnih metra. Se pravi, vsak lahko za svojo stavbo, pa za stavbo, kjer jo obdeluje, gre pogledati v Ren za izvajalce in vidi, kakšna je ta površina, ki pade v ta 99. Če gremo pa pogledati prek, pa javni pogled, tam imamo pa ostaneta uporabna pa površina take kot sta. Pri prostorih se nam pa zdaj tle tudi pišejo bivalni prostori, kot vidite, se nam vse opiše in ko mi to seštejemo in odštejemo od površine, dobimo, koliko je te 99. Ampak ljudje, ki bojo gledali v te zadeve noter, pa ne bojo videli. In bo pa že tako, kot zdaj, ki tak ni štimal, ker te prostori niso bili čist prav napisani. No, zdaj pa še glede minimalnih površin pri temole. Tako, kot je bilo že prej rečeno, če imamo mi nek del stavbe, ima lahko samo 2 kvadratna metra in je to svoj lastniški del, potem nimamo ovir za minimalne površine pri, bom rekla, posameznih prostorih. Se pravi, v tem primeru sem imela jaz garažo, ki je bila 9,8 metrov velika, ker gre to za en del v eni stavbi, ni problema. Zdaj imamo pa mi recimo tole stanovanje. V tem stanovanju imamo 7 prostorov, eden je terasa, ki ima 7,3 kvadratne metre in ta terasa nimamo, teraso imamo lahko pa balkon tudi samo 1 kvadratni meter velik, se pravi, nimamo minimalnih površin. In če pogledamo samo te dve kopalnici, ki jih imam, te dve nimata
bom rekla, zadostnih površin, da bi jih lahko kamorkoli vključili. In zdaj, kaj lahko naredimo? Lahko jih vključimo k bivalnim prostorom, drugače ne moramo. Se pravi, izberemo en bivalni prostor in to zadevo zraven priključimo. Se pravi, imamo varianto, jaz sem izbrala tale, ki je 12,5 in sem mu dala tudi obe dve te kopalnice zraven in sem potem naredila zadevo tako, da imamo bivalni prostor, pa odprto teraso. Tako je bilo prvotno interpretirano. Prejšnji čas, ko smo imeli pa na predavanjih, smo prišli do tega, da je to zelo težko, ker konec koncev naredimo eno solato, ki ni identična ne tisto, kar imamo na načrtu in ne tistmu, kar bi stranka razumela. In zato smo dobili dovoljenje, da lahko naredimo zadevo na tak način. Se pravi, da v bistvu v obrazcu K5 seštejemo vse istovrstne prostore in rečemo, imamo 7, tokle bivalnih in pa tole teraso in to zadevo naredimo. Se pravi, mi moramo poiskati bivalne prostore, zdaj zadeva je tudi tako. Če imamo mi neke prostore, ki recimo ne dosežejo te površine minimalne, potem se pogleda najprej, a je kakšen istovrstni prostor še tak. Se pravi, če imam jaz 3 shrambe, pa so vse po 2 kvadratna metra, pa jih bom seštela, pa jih bom dala v eno. Če imam neko tako levo shrambo, pa imam zraven tudi garažo, bom jaz to dala kje zraven, zato ker vem, da je ta prostor manj uporaben kot to zadevo. Če ne bom dala pa v bivalni prostor. Zadeva, ki je tudi pomembna, ki je drugačna kot to, je pa pri teh prostorih, kjer imamo mi pod 1,60 m. Se pravi, če mi pogledamo tale del 1, vidimo, da imamo nad 1,60 m 10,6, te dva dela imamo pa pod toliko. In v tem primeru, čeprav imamo en prostor, mi naredimo umetni prostor, ki je pod 1,6. Se pravi, znotraj enega fizičnega prostora imamo bivalni prostor v izmeri 10,6 kvadratnega metra in 21,4 kvadratne metre imamo prostora pod 1,6 m. Zdaj pa v bistvu še toliko večji smisel v skice noter pisati kvadratura prostora, ker boš pol... Ja, jaz bi tako rekla, meni bi bilo logično, da se teh minimalnih površin ne povedali, da bi mi delali tako skice, ki se delajo skice, da pa saj veš, kako pa kaj je. In jaz bi zadevo tako, ko sem pri ta prvi naredila, una moja skica, sicer je bila ukradena pa to, bi jaz vse spodaj v skico posod naredila taka, kot je ta prava kvadratura, potem bi pa samo seštela isto vrstne prostore v to. In to se mi zdi najbolj pregleden in za stranko, in za nas tudi konc koncev, ko zadevo dobimo. Ko se bo naslednjice spet spremenila. Tako, ja, da se bo vsaj vidno, kaj pa kako je. No. Tako, ampak vi se morate nekaj zavedati, ne? Prostor, čeprav je osnoven gradnik, je nastal zaradi vrednotenja. In na Gursu se borijo, če bi prišli na ta osnovni gradnik, da ga tako dobro evidentirali kot del, na množično podatkov, ki pride, ki jih zdaj aplikacije, ki jih imajo, sploh ne bi mogle sfolgati. No. In v bistvu zato ta logika, in tudi bom rekla konc koncev, če pogledamo življenje, se nam prostori res lahko spreminjajo dnevno. In mi, ki smo nekaj naredili znotraj enega dela stavbe, smo eno steno podrli, dobili en drug prostor, mislim, ne vem, bom rekla, ne vem, kdo ima tisti, ki gre za vsako stvar, ki jo je znotraj sobe ali pa uporabo nekega prostora šel spremeniti. Če bi pa to prišli, pa bi mogli pa res zahtevati in bi imeli vsak dan ljudi, seveda pa bi mogli tudi inšpektorji lahko vstopati v stanovanja, ne, v tem primeru, dajte. Jaz, tako, kot ste rekel, jaz sem tudi na tak način delala. Ja. Tehnično se pol to v programu vpisuje vsa ta male kopalnice noter, ali vse skupaj si šteješ pa en bivalni prostor? Kako se v program čistočen vpisuje v Geos, pa Geopro bojo povedali kolegi tlele noter. Jaz sem povedala, kako se izpolni, kako tehnično, tam pa jaz nisem toliko doma, ampak v glavnem lahko tako ali tako. Obe variante sta in mislim, da sta tudi obe variante možne, ker so zanč rekli, da bojo eno predelavo naredili. Bojo kolegi povedali, kaj to vejo. No, pol, kar se tiče etažnega načrta, to je tisto, kar je pa čisto novo, imamo mi v bistvu znotraj te datoteke dve datoteki. Ena so podatki o vseh etažah v stavbi, drugi so podatki o vseh delih stavb. Zdaj, če si to pogledamo, se pravi v bistvu, tlele imam jaz 3 etaže, se pravi v bistvu imam 3 zapise za vsako etažo svojega. Tist, kar je problematičen, je višina. Mi vedno vzamemo ne povprečje, ampak tam, kjer je največja višina. Tako da v bistvu
je zadeva taka, se pravi, ne bom šla vzeti tlele, ki je manj, ampak sem izmerila, da je tamle in tisto višino moram noter zapisati. Da bo v bistvu bajta višja od najvišje točke pred seboj. Mislim, da ne bo se. Kaj pa, kletni etaži tam? Nisem naredila puščice, ampak mogla bi kletno etažo jaz takole narediti. Ne, pa če bi bilo obrnjeno na vrh poprej. Seveda. Ja. Ja. Tako je bilo interpretiran. Jaz navodila ne vem, kva se nam bo pa naredil, lahko vprašam, pa damo primer, pa ga pošljemo naprej, pa bomo videli. Ja. Najviše, ja. Ja. Zdaj, pri delih stavb, kolikor imamo delov, toliko moramo imeti tudi pač posameznih zapisov. Zdaj, kaj je treba biti pa pozoren pri teh naših datotekah? Če rečemo, da je tole rmeno tloris stavbe, pa da imamo tole tlorisa etaž, pa da so tole deli stavb, se pravi, poligoni delov stavb. Se pravi, ta prva je prav. Se pravi, nam mora etaža padati v tloris stavbe in del stavbe nam mora pasti v etažo. Vkolikor nam to pade ven, to ni pravilno. Vkolikor nam pade etaža not, pa nam del stavbe ven pade, ni pravilno. Če se prekrivajo deli, tudi ni pravilno. Lahko so pa luknje, če v naravi res luknje so. Se pravi, v primeru take bajte ne moramo imeti luknje. V primeru take bajte, ko imamo res luknjo tlele gor, luknja lahko obstoja. No, zdaj pa pridemo še do fotografije, a ne? Pri fotografijah je zadeva taka, kot ste videli na to vprašanje, ki bo na geoblogu, ali lahko fotografiramo ali ne, nam je že Ema odgovorila. Zdaj piše noter v teh navodilih, da morajo biti slike geokodirane. Zavedati se moramo, da v bistvu mi imamo lokacijo stojišča, ne lokacije stavbe, ko slikamo in to je dovoljeno. Zdaj, največ 4 fotografije lahko oddamo, omejitev velikosti je 300 kb, kar pomeni, mi lahko oddamo tudi večje, pa jo bo sistem CB stavb zmanjšal na toliko in jo bo na toliko hranil. Zdaj, jaz sem naredila en primer na kolegom od telefonu pametnemu, jaz ga še nimam, jaz imam še ta naumenga, tako da smo vzeli ta mobitel, vključili smo GPS sprejemnik in nastavili smo kamero, da omogoča lokacijo omrežja. Tlot sem vam samo še napisala, kako se poimenuje ta datoteka in v bistvu zadeva, ko smo šli takole pogledati, za tole našo poslovno stavbo v Šenčurju, imamo podatke o koordinatah, ki so noter, ki morajo biti tudi zraven zapisani. Zdaj, če pogledamo, kar se tiče obrazcev REN, ni kaj bistvenih novosti. Seveda, če mi imamo nov vpis, bom rekla, nam ni treba oddajati tega, zato ker to lahko delamo že preko izmenjevalnih datotek, preko aplikacije ali pa to ročno vnesemo noter za novo stavbo. Če dobimo skenograme, seveda, moramo pa potem na prvo stran elaborata vpisati, da smo mi to v REN vnesli. To že poznate, to ni nič novega. Novost, ki je lansko leto jesen, ki smo jo doživeli, pa to, da lahko mi tudi sami skenograme. Se pravi, v bistvu, če nam stranka podpiše REN obrazec, potem ni treba, da ga mi skeniramo in damo zraven k elaboratu, ampak lahko ta skenogram prpnemo zraven. Napisan bo se pravi, recimo, ko sem jaz to dala, je pisala Marjana Vogrin, je pripela ta skenogram in zraven napišem podpisan obrazec ta pa ta in ostane noter. Seveda moramo biti tlele previdni, ker če se malo igrali pa naredili tlele klik, tale zadeva odleti in jo v nepovratju ne dobite več. No, v glavnem, ampak lahko si pa zadevo ogledate in se tudi vsi ti obrazci, ki so pripeti zraven, lahko tudi pogledajo. Se pravi, kadar imamo pa spremembo, takrat pa istak veste, da moramo to zadevo oddati. Zdaj, tako, tokle je bilo z moje strani, upam, da ste zvedeli kaj uporabnega, jaz sem se trudila pa probala najdati, za te višine pa obljubim, da bom še najdla odgovor, pa vam sporočim. Hvala lepa.